Smo pri sklopu 2. Nekaj več o ekosistemskih storitvah tal, torej vsaj tiste ta glavne bi si pogledali. In jaz sem vas danes poslal, da ne morem mimo EPP-ja o tleh, tudi to vas bo spet doletelo. Upravičujem, ampak se mi zdi, da eni še vedno nimajo vedno priložnosti teh zadev videti. Torej, danes v tem delu, kaj so ekosistemske storitve, pomembne in ne tako zelo pomembne, pa predvsem ekosistemske storitve v okviru različnih vrstah rabe tal oziroma rabe zemljišč in katere so tiste parametri oziroma lastnosti, ki zagotavljajo te ekosistemske storitve. Torej, tukaj gremo na ta pristop parametrov. EPP za tla, kaj so tla, vsi poznate, sestavljena iz horizontov, od površine do matične podlage. In danes sem že imel diskusijo, tukaj le gor je prst, tudi tole je še prst, v smislu nekaj koherentnega, rahlega, drobljivega, zemlje, zemljine po geološko, dočim tle spodaj že težko govorimo o prsti, ker so razne ključki, imamo skelet, ampak vse skupaj ekosistemske storitve zagotavljajo tla kot sestavljeno naravno telo iz različnih materialov. Tudi materialov, ki ne ustrezajo izrazu, kot ga Slovenci razume prst. Vrtna prst, gozdna prst je nekaj drugega kot ilovka, ali pa dejansko kot nek pesek, ali pa kot neko kameje, kot bi rekel Dolenci. Skratka, govorimo o naravnem telesu, ki je seveda kompleksne, za mene pa zanimive zgradbe. Vsak sloj, vsak horizont je sestavljen iz mineralov, iz trde faze, je porozen, se pravi, znotraj njega je talna atmosfera, ki je drugačna kot atmosfera nad tlemi, predvsem ima bistveno več CO2 zaradi dihanja tal, ima seveda različne fizikalne, kemijske in biotske lastnosti in ključna lastnost, celostna lastnost tal, ne pa horizonta, je rodovitnost. To je pa tudi tista beseda, ki smo jo prespremenili v neko ekosistemsko storitev. Torej, to je izjemno kompleksen medij in pogoj za obstoj rastlin in živali in prostor, kjer dejansko mi zagotavljamo razne dobrine v okviru kmetijske gozdne rabe predvsem. To gremo naprej. Sem jaz kaj pozoril? Tako. Američani imajo slabšalni izraz grd, če so ljudni rečejo soil, torej v tistem blatu so noge dveh eminentnih pedologov. Vsekakor za nas so tisto, vsaj za kmetice, tisto, kar nas hrani. Jasno, pedologi to razlikujemo, kolega Vernik in mogoče poznate kakšne kolege iz gozdarstva. Seveda opisujemo na 1000 različnih načinov, analiziramo, merimo, vzorčimo in dejansko so pa tla tudi neka naravna znamenitost lahko, ampak izjemno slabo prepoznano. To so posebne oblike talnih horizontov, posledica glaciacije, ter vmesnih otoplitev. Je naravna znamenitost, ampak še nismo do tam prišli. Skratka, je lahko tudi nekaj umetniškega, predvsem pa kaj je izjemno pomembno, tla so tridimenzionalni sistem in to je goba, ki je živa,
ki je polna biote in biotska pestrost v tleh eksponencialno presega biotsko pestrost nad tlemi, pika. Ker je lahko v eni grudi tal, v enem predišču, lahko več milijard organizmov, populacije se izrazito hitro lahko spreminjajo, predvsem so pa ti organizmi in mikroorganizmi tisti, ki dejansko omogočajo kroženje hrane. Torej, mrtva tla so mrtva tla. Je obseg njihovih ekosistemskih storitev bistveno omejen, a ne? Ne bom govoril o zapleteni zgradbi, heterogenosti in ranljivosti o tem naprej. Skratka, še je ta poudarek, torej od tu, ne, in do golega kamna je kar dolga pot, nekaj tisočletij, da nastane tako globok profil takih imenitnih tal. Moram priznati, to niso tla Slovenije, to so tla Madžarske in oni imajo ta talni resurs izjemen. Pa še kakšna druga država, naš talni resurs ni sence tega. To je podobno Kastanozemu oziroma ki je ena stopnja manj kot Črnozem. Torej, ko govorimo o tla in okolju, vsaj za mene so tri osnovne komponente: zrak, voda in tla. In po tem vrstnem redu, zelo hitro bom umrl, če mi zatesnijo nos in usta, od vode hitro, od hrane pa v mesecu dveh, če mi zmanjka. Skratka, dejstvo pa je, da so tla kot površinski del osnova fizičnega prostora, seveda na kopnem, pa tudi v priobalnih vodah, in da tla določajo združbe rastlin, torej v osnovi lastnosti tal, skeletnost, kapaciteta za vodo, kislost, hranila, določajo rastlinske združbe. Seveda mi to človekovi posegi to spremenijo, pa gozdarji to še posebej dobro vejo skozi fitocemiologijo. Tisto, kar smo pa ves čas govorili, nam so pomembna, mogoče meni, zato ko so mi zanimiva, ampak nam vsem pa, ker izvaja tako imenovane ekosistemske storitve, ker so rodovitna, ne? Torej, tla so temeljna kopenskih ekosistemov, naravni vir in dejansko z varovanjem in trajnostno rabo mi usposabljamo tla, jih omogočamo, zadržujemo tiste ekosistemske storitve, ki jih opravljajo, ne glede na rabo. Torej, trajnostna raba tal bi morala biti prisotna v vseh sektorjih, v gozdarstvu, pri prometnem načrtovanju infrastrukture, v kmetijstvu, jasno tudi. Skratka, in ko imamo mi posege v prostor, in Slovenci se pravičujem, imamo mnogo razpršenih posegov, bi dejansko ta naravni vir mora bistveno bolje naslavljati, kot ga sedaj. Zdaj ima marsikaj drugega večjo prioriteto. Če pogledamo ekosistemske storitve tal, torej kaj nam tla zagotavljajo, takoj trčimo ob razvoj terminologije. Še pred 10 leti smo govorili o funkciji tal in pa smo se spraševali, ali so to ekosistemske storitve, in pa smo se veselo kregali. Skratka, to je stara slika, ki še govori o okoljskih funkcijah tal, še pred ekosistemskimi storitvami, torej omogoča rast, razvoj rastlin, funkcija čiščenja, filtriranja, obogatenja podzemnih voda, da so habitat, da so skladišče genov, skladišče ogljika, da je to prostor za našo infrastrukturo, da je vsak strešnik dejansko produkt tal, torej to so sekundarni minerali, glin, ki v tleh nastajajo, torej material, ki je rezultat razvoja tal.
in seveda zelo popularna arhivska funkcija, pa ne bo to paleontologija ali pa arheologija. Potem se je leta 2015, ko je FAO resno začel obravnavati in naslavljati tla, ker tudi FAO jih je prej slabše, in je 2015 proglasil za mednarodno leto tal. Dejansko je prišel tudi tale letak, ki smo ga seveda prosili, če ga po Slovenijo, in so ga tudi izdali, torej vidite, in so še govorili o funkcijah tal, ki pa dejansko potem že prehod v izraz ekosistemske storitve tal. S tem so želeli bolj jasno opozoriti tudi druge sektorje, da tla niso samo kmetijstvo ali pa gozdarstvo. In seveda recimo ameriški kolegi so že zelo hitro direktno govorili o Soil Ecosystem Services in predvsem o tem, da so tla multifunkcionalna in da daleč presegajo te dva sektorja, kmetijstvo in gozdarstvo, in da so bistven del narave. Je pa seveda največji problem v tem, da tako niso dovolj jasno še prepoznana in prisotna v razmišljanju javnosti, pa tudi različnih drugih strok. Torej, tule imam pripravljen nek izbor ekosistemskih storitev tal, kot smo jih obravnavali v evropskem projektu Links for Soils. Za ta namen smo tudi razvili te logotipe, ki naj ponazorijo vsako od teh pomembnih ali pomembnejših funkcij tal. Zaenkrat jih je 11, torej biomasa, in sem štejemo seveda vse, kar zraste na kmetijskih zemljiščih in pa tudi v gozdu, se pravi, gre za hrano, gre za les, za energetske rastline, recimo, če govorimo o oljnicah, in potem je druga skupina ekosistemskih storitev tal, ki naslavljajo vodo, torej gre za samo zadrževanje vode, ker kapaciteta tal za zadrževanje vode je izjemno pomembna, za skladiščenje, za filtriranje trdnih delcev, za detoksifikacijo onesnaženih voda, se pravi za očiščenje in tudi za bogatenje, čeprav tisto bogatenje včasih nagaja, ker se potem kalcij nalaga v bojlerjih, ampak kljub vsemu tla, voda, ki gre skozi tla, je dejansko boljša kot deževnica, bolj bogata z minerali, ne? In potem so ti veliki cikli, ki so izjemno pomembni v okolju, torej kroženje hranil ali prvin, kakorkoli rečete, ne to sam fosfor, pa kalij, pa dušik, ampak tudi druga mikrohranila, ki so hkrati lahko tudi onesnaževala, naprimer cink je pomembno mikrohranila, kar hitro onesnaževalo, ampak seveda tudi potem cikel kroženja temperatur, blaženja teh skrajnosti in pa daleč najbolj pomemben cikel ogljika, kjer brez tal enostavno ne gre, ne? Biotska pestrost sem že danes omenil, da je v tleh ogromno, izjemna pestrost in ogromno število organizmov, ki so udeleženi ali gonilo kemijskih procesov, in pa seveda tla, da so vir naravne in kulturne dediščine, in še posebej bi bil vesel tega logotipa, skratka, ne moramo hoditi po prostoru, ne da bi se zavedali, da zapravo tiste lepo, veduto izmenjavo pašnikov, gozdov, golih tal, torej skalovja, dejansko, da je tukaj to rezultanta različnosti in vrst tal, ne? Kaj pa zdaj? Posamezne ekosistemske storitve, torej še vedno jemljemo kot primarno ekosistemsko storitev, in tukaj ponavljam, ne zato, ker
sem z Kmetijskega inštituta, je pridelava hrane, kmetijska pridelava, ni samo gola hrana, so tudi tehnična vlakna, upamo, da bo zdaj več konoplje nazaj kot tehničnega vlakna, ne? Zdravilne rastline, energetske oljnice sem že omenil, to je ta storitev, pridelava hrane je izjemno pomembna in je odvisna od stanja tal, od vode, od hranil, od osnovne rodovitnosti, od podnebja. In ko se pogovarjamo o povpraševanju po tej storitvi, seveda se povečuje. In se bojim, da naša država to malo zanemarja, da smo daleč, da smo prenevarno odvisni od uvoza. In da je prehranska varnost velik problem pri nas. Grožnje tej storitvi jasno, netrajnostno, konvencionalno kmetijstvo, klasično, veliko mineralnih gnojil, veliko globokega oranja, veliko težkih strojeva vzbijanja. Torej, to v mojem sektorju, izgube tal, sem se zadržal, ampak tukaj smo šampioni, kako je to znamo pozirati, zelo razpršeno, pa potem pa različne izčrpavanja in zakisanja, zaslanjevanja je pa v Sloveniji manj. Zakaj? Nekateri vejo oziroma so že prognoze narejene, da se bo rast svetovnega prebivalstva seveda upočasnila, vendar od te točke je pričakovana še rast. In kaj se bo tukaj dogajalo v trenutnih geopolitičnih razmerah Zahoda, Vzhoda, Kitajske, Rusije, Ukrajine, Amerike, se ne ve. Dejstvo je, da smo kot majhna država s skromnimi viri, kar se tiče tal izrazito ogroženi. Pridelava hrane je tudi dejansko tista, ki daje take poglede neke krajine. Tukaj je kolega Geithner prispeval svoje tirolske rodne nekaj fotografij, torej tudi ta funkcija oziroma ta storitev omogoča življenje v manj logičnih razmerah, torej višjih hribih. Če gremo gozdno biomaso, vemo, kaj so rezultati. Tudi užitni gozdni sadeži, tudi tu je odvisna rast rodovitnosti od vode, od lesnosti in od gozdarskih praks. Povpraševanje po storitvi, po teh izdelkih seveda narašča, hvala Bogu. Les je imenitni material, seveda so pa tudi prisotne grožnje tej storitvi. Malce je nevljudno od mene, da me gostijo gozdarji, pa zdaj jim kažem določene grehe, ampak so v manjšem obsegu. Skratka, gre za slabe prakse, ki so prisotne poleg vseh dobrih praks. Navsezadnje treba povedati, da imamo v Sloveniji zelo dobro ohranjene gozdove, treba iti samo malce čez mejo, v Avstrijo zgodba malo drugačna. Kljub vsemu se določene gozdne prakse že odražajo na stanju tal in to, kar tule vidite, so izrazito sprana tla na karbonatni moreni kot posledica zelo velike količine padavin, to je posnetek s Pokljuke, in pa seveda rabe, torej gozd, smrekov gozd. Zadrževanje vode v tleh je izjemno pomembna funkcija. Dejansko je to bazen, iz katerega rastline črpajo v obdobju med padavinami, in kapaciteta tal za zadrževanje vode je en izmed osnovnih parametrov, tako v kmetijstvu, v gozdarstvu, pa tudi v urbanem prostoru, kjer se velikokrat srečujemo s tem, da kanalizacijski sistemi ne morejo odvajati vode in je fajn, če imamo večjo popojnost. Jasno je, da posebej v kmetijstvu in tudi gozdarstvu so tla z več vode bistveno bolj rodovitna.
In tudi ta storitev je ogrožena zaradi različnih netrajnostnih praks v kateremkoli sektorju, ne. Dejstvo pa je, da manj, ko imamo vode v tleh, se to odraža tudi na sposobnosti tal za druge ekosistemske storitve. Površinski odtok tla lahko amortizirajo določeno količino padavin v določenem času, kadar so pa to ekscesne količine v izjemno kratkem času, in letos imamo zelo nazoren dogodek, jih ni tal, ki bi bile sposobne te količine amortizirati. Seveda takrat pride do hudega površinskega odtoka, erozije, plazenja in raznih usadov, ne. Torej, s temi klimatskimi spremembami bomo srečevali še take hude nalive in je pomembno, da znajo tla, kar se da dobro in kolikor le zmorejo, ublažiti površinske odtoke. Grožnje tej storitvi so pa spet in ponovno to, da tla neprodušno pokrijemo, ker potem ni površin, ki bi absorbirale to vodo. In seveda v kmetijstvu je to zbijanje tal, ta problem je v gozdarstvu marginalen ali pa neobstoječ. Mikroklima, posebej v mestnih okoljih, več zelenih površin rečemo, z drugimi besedami potrebujemo več tal, ki opravljajo svoje storitve. Rast rastlin, senčenje, odvzem energije, pretvorba energije v biomaso, seveda vsesplošno dobro počutje. Res, Ljubljana je, hvala Bogu, eno lepo mesto, ki je zelo zeleno, ne, ni pa povsod tako. So pa seveda tudi tukaj tveganja, spet sem pri pozidavah, ne morem preko tega, in zbijanje, kar se tiče kmetijske pridelave, in gre za vse to, kadarkoli zmanjšamo vpojnost tal, potem ni tiste vode, ki bi počasi izhlapevala in amortizirala te visoke temperature. Še en posnetek od kolega Mišeleja. V kontekstu podnebnih sprememb je skladiščenje ogljika daleč na prvem mestu. Torej, tla v tej svoji tanki skorjici, teh horizontih, vsebujejo in zadržujejo bistveno več ogljika kot vsa nadzemna biomasa. Kot vsi gozdovi, kot vse kmetijske rastline, kot vsa naravna vegetacija, samo globoko morje presega te kapacitete. Torej, tla so dejansko najpomembnejši ponor atmosferskega ogljika in strategije kmetijstva so in mnogo ukrepov gre v to smer, vključno z, bom rekel, ohranitveno obdelavo, nočem govoriti o konzervacijskih, ampak ohranitvena obdelava, skratka, da je več ogljika spravimo v talno organsko snov. Tole je sicer posnetek iz južnega dela Ljubljanskega barja, kjer sem bil malo presenečen, da še vedno šopne horizonte orjemo in na ta način mineraliziramo in sproščamo shranjen ogljik. Včasih se tudi kaj požigalo, kakorkoli, tukaj noter je ogromno CO2, ki se je v preteklosti spustil z Ljubljanskega barja. Kako je včasih izgledalo barje, to so še ostanki tega, po nekih lastnostih je to visoko barje, semi-naravna vegetacija, vidimo pionirske rastline, rdeči bor, brezo, ogromno rese, pod površino tal je pa taka zakladnica ogljika, korenina breze in pa izjemno globok profil
neke spužvaste biomase, ki je prepojena z vodo in to vodo zadržuje. Če obdelujemo taka tla, dejansko direktno sproščamo ogljik v atmosfero. Zato je treba tudi taka šotišča ohranjati, ne samo zaradi biotske pestrosti. Se upravičujem, ampak kombinacija rdečega bora brez imamo tudi drugod. Pa dobro, če sem preveč generalno, se proščam. Gre za tale material, gre za čisto kemijo, če hočete. Zmotno je dostikrat, da je kmetijska zemljišča, da so osiromašena. Določena res, predvsem vinogradi, ki jih je po Sloveniji malo. Načeloma je pa organska snov in ogljik vezana v kmetijskih zemljiščih velikokrat v večjo globino kot v gozdnih tleh. In tule je dober primer iz Gorenjske blizu Žirovnice. Kot vidimo, segajo horizonti zelo globoko in v ogljik je v taki sprstenini vezan z mineralnimi delci in je obstojna organska snov. In to je tisti čaroben eliksir življenja, kot mu rečejo so mu rekli stari Grki, to je pedon. To so tista tla, zmes organske oziroma mineralne in organske komponente in to je daleč najbolj rodovitno, daleč bolj kot tista šota pred. Če grem naprej, biotska raznovrstnost, skratka sama tla so habitat, pod površino, zelo različen. En habitat je karbonaten, so pH-ji tam tudi čez 7, lahko čez 8, če so slana. Eni habitati so 3,9, 3,7, 3,4 pH, izjemno kisli, organska snov, poroznost, tekstura, vse to determinira talno bioto in volumen, ki je življenjskega prostora, ki je tej talni bioti na voljo. Zakaj je biotska pestrost izjemno pomembna? Ker gre zaradi te pestrosti res za vir genov. Torej, iz tal marsikaj dobimo koristnega in smo v preteklosti znali to in še zdaj znamo izluščiti. Veliko na čelu s penicilinom. To je talni organizem. In dejansko zdaj poteka veliko farmacevtskih raziskav, da te genome raziskujejo za humano in živalsko medicino. Ne bom govoril o grožnjah, ker se samo ponavljam. Talno bioto in biotsko pestrost v tleh je težko posneti. Na inštitutu imamo zdaj raziskovalne zmogljivosti, aparaturo za izločanje talne biote, za determinacijo in kolegi pripravljajo kazalce, ki bi kazali na biotsko pestrost. Recimo kazalce, ki bi jih lahko sledili v kmetijskih zemljiščih in rekli, ja, živa tla, zdrava tla, dobra tla. Če so pestra, so seveda kakovostna in pomeni, da so dobro upravljena. Rekreacijske in duhovne storitve, tisto logotip, ikono sem že omenil, vsi to potrebujemo, vsak malce drugače k temu pristopa, brez tega ne moremo, eni manj, eni bolj, kakorkoli, ampak se pa premalo zavedamo, da hodimo po prostoru, ki ga oblikujejo lastnosti in storitve teh tal. Dejstvo je, da tudi s tem načinom življenja v veliki meri posegamo v tla, tudi degradiramo tla, malce več govora o gorskemu kolesarstvu, pohodniške poti, včasih pogledaš, kakšno pohodniško pot je izrazito erodirana, zelo na globoko, ampak načeloma pa dejansko smo priča raznoraznim takšnim vedutam, ki nas dejansko bogatijo
in so neka dobrobit na osebni ravni. Danes sem že tule nekaj teh knjig izdal, nekaj še imamo, če koga zanima, ne vem, pošle eno zahtevo, pa bomo poslali. Torej, povzetek te svete trojice, zrak, voda, tla, in to je tisto, kjer se vrtijo te ekosistemske storitve, in pa še to, da je pedosfera ali tista sfera v tleh res poseben in pomemben življenjski prostor. Torej, trajnostni razvoj, kakorkoli ga naslavljamo v prostoru, ne glede samo na kmetijsko rabo ali gozdno, je varovanje in upravljanje okolja in narave, trajnostna raba naravnih virov, to pogosto beremo, vse to, zagotavljanje ohranjanja biotske pestrosti, vse to so pravzaprav značaji za ukrepe za zagotavljanje ekosistemskih storitev tal. Tole ste danes že videli, ne? Torej, mislim, da, a ne, še enkrat boste, skratka, tukaj imamo od vseh teh ekosistemskih storitev, smo jih 11 izločili, je pa seveda stvar tudi presoje, katere so bolj pomembne, katere so manj pomembne. Še vedno sem naravoslovec, še vedno bom trdil, da so bolj pomembne tiste, ki so temelj delovanja okolja, ki so tako rekoč podporne ekosistemske storitve, ki zagotavljajo kroženje snovi, vode, mikro-makroklimo, ki naslavljajo, ki so del podnebnih sprememb, in manj pomembne bi morale biti tiste, ne, ki so bolj stvar nekih naših posebnih preferenc. Ne govorim, da niso pomembni, so, ampak vseeno, ko jih je treba ščititi, moramo začeti nekje naslavljati tisto, kar je daleč najboljše. Torej, vprašajmo se, katero ekosistemsko storitev bi prej in bolj usodno pogrešali. Zdaj prehajam na ekosistemske storitve v okviru različnih vrst rabe tal. Govorimo o sektorju, kmetijstvu, gozdarstvu, urban prostor, turizem, rekreacija, ne? Zaščita pred naravnimi nesrečami. Torej, tukaj v nadaljevanju bom povezal ekosistemske storitve s tistim, kar lahko moja stroka priporoči in da konkretne, merljive parametre, kateri so tisti, kateri grejo skupaj. Zadeva je precej obsežna, zato smo pripravili eno orodje v klasičnem Excel okolju, ne? In to poskušali povezati in upam, da nam je nekako uspelo. Skratka, v okviru tega projekta smo zastavili nekaj Excel, neko orodje, ki povezujemo ekosistemske storitve tal, se pravi Soil Ecosystem Services, k podatkom o tleh. Zakaj to povezati? Zato, da odločevalci vejo, kaj slediti, kaj meriti. Hkrati smo tudi povezali z trajnostnimi ukrepi. Kaj je trajnostna raba za kakšno ekosistemsko storitev znotraj določene vrste rabe tal. Torej, kjer ekosistemske storitve so pomembne v kmetijski rabi, kjer v gozdni rabi, in iz te matrike se tudi vidi ta kompromis, ti trade-offs, o katerih je danes že govora, ne? Torej, obdelali smo tudi parametre celotnega talnega profila, kot je globina, funkcionalna globina tal, do tistih posameznih pH-jev površinskega dela ali onesnaženosti površinskega dela tal. Skratka, to orodje je poskus omogočiti uporabniku, da za posamezne rabe
določi, ugotovi, katere so pomembne ekosistemske storitve in kakšna je prioriteta med njimi, zakaj bi moral skrbeti in katere so pomembne degradacije tal in grožnje, ki zmanjšujejo zagotavljanje teh ekosistemskih storitev. Za oba namena pa seveda posegamo na področje konkretnih merljivih podatkov in lastnosti, ki se jih da spremljati. Tole je recimo matrika, ki je polna za rabo tal kmetijstvo, se oproščam, ni prevedeno, ampak tule imamo pač tiste ekosistemske storitve, ki so pomembne v kmetijskem prostoru in bi jih moralo kmetijstvo zagotavljati svojo trajnostno rabo. In če tule izberemo recimo zadrževanje vode, se nam posivijo avtomatsko posivijo tiste konkretne kmetijske prakse, ki bi bilo treba posebej naslavljati. Hkrati za te kmetijske prakse seveda so pomembne, te kmetijske prakse naslavljajo določene lastnosti tal. In tukaj imamo soil properties, torej tekstura, vsebnost ogljika, globina in tako naprej. Ampak to so lastnosti, konkretne meritve so pa navedene tu. Skratka, to je tisto, kar naj bi zmeril v laboratoriju ali na terenu. Kar se tiče površine tal oziroma kar se tiče samega talnega profila. In če imamo na levi strani ekosistemske storitve tal za kmetijstvo in skozi to matriko vidimo, kaj je pomembnejše v kmetijstvu, se pravi na kmetijskih tleh, seveda nam je pomembnejša pridelava, ker pač hrano potrebujemo in seveda žrtvujemo določeno biotsko pestrost v tleh, kar za obdelavo pač uničimo, motimo talno bioto, jo spreminjamo. Ampak tako to je. Ker to je v samem kmetijstvu, v sami obdelavi tal, je to se temu ne da ogenj. Hkrati v okviru kmetijske rabe so navedene tule glavna tveganja in možne degradacije. In ko uporabnik zbere zbijanje tal, se mu seveda še posivijo tisti parametri, ki bi jih moral zasledovati, da se ogne, da ima pod kontrolo dobro stanje, kar se tiče zbitosti kmetijskih zemljišč. To je delovna stran tega orodja, tole je izpis. Poskušali smo, da smo kar se da nazorni in razumljivi, ker navsezadnje ni namenjeno pedagogom, ampak je namenjeno upravljavcem. Tistim, kar se tal ne poznajo. Gozdarstvo, isti sistem, kot sem danes že rekel, imamo enotna tla, rabe se lahko spreminjajo, ampak v gozdarstvu imamo recimo malce drugačen nabor ekosistemskih storitev, tudi gozdna tla izjemno pomembna za filtracijo padavinskih vod, vendar je prioriteta tudi drugačna. Tudi degradacije so seveda drugačne, tudi pri gozdnih lahko se srečujemo z zmanjševanjem vsebnosti talne organske snovi in hkrati imamo tukaj prakse, dobre prakse upravljanja z gozdnimi tlemi. Pri teh zadevah so sodelovali vaši kolegi, konkretno Aleš Poljanec s svojo skupino in seveda, kot prej, navezavo na konkretne merljive podatke, torej pojdi in to vzorči in to analiziraj. Urban prostor, tla so
ali pa vsaj postajajo, če dalje bolj pomembna tudi v urbanem prostoru, seveda pa so ekosistemske storitve tukaj imajo drugačno prioriteto, se pravi, hlajenje tega ni toliko na kmetijskih površinah ali pa vsaj v manjši meri. Enako imamo drugačne grožnje, tudi tu se srečujemo z erozijo, pa z zmanjševanjem talne organske snovi, in tukaj imamo prakse upravljanja z urbanimi tlemi, ki so seveda drugačne kot kmetijski prostor. Torej, tukaj je orodje, da se odločevalci v mestnih okoljih rečejo, aha, zmanjšali bomo pozidavo tako, da bomo reducirali popločenje, zabetoniranje, zaasfaltiranje in bomo dali neke propustne materiale, bomo vključevali zelene oziroma tla, ki bodo lahko funkcionirali. Šport in turizem. Seveda tudi tukaj imamo neke manjši nabor ekosistemskih storitev, manjši nabor tveganj za v okviru te vrste rabe, pa tudi management practices, se pravi prakse upravljanja, so temu prilagojene. Naravna območja, torej še prej, temu se reče varovanje pred naravnimi nesrečami, pred ujmami, tukaj skrbimo za neke ekosistemske storitve, ki nam posredno, vsaj v daljšem času, pa dejansko blažijo te možnost intenzitete ali pa celo pojavljanja teh ujem, konkretno že to, da zmanjšujemo atmosferski CO2 s tem, da ga vežemo v talno organsko snov. Torej, tudi tu se da kaj upoštevati in pa seveda prostor teh zemljišč v naravnim rabi, bomo rekli, da tudi tam upravljajo tla svoje ekosistemske storitve in jasno tudi za tiste prostore je recimo pozidava en problem, pa tudi zbijanje nasogradnje tudi v Naturi 2000, pa v raznih zaščitenih območjih lahko prihaja do slabih praks ravnanja s tremi in tudi tam, recimo v krajinskih parkih, bi mogli začeti o tem razmišljati, če še niso. Ampak pogledam nek krajinski park, kjer mi celostno predstavijo naravne resurse parka, ni besede te, je geologija, pa je vegetacija. Tla ne obstaja. Torej, marsikaj se da še narediti. In s tem bi jaz končal 1000-krat izgovorjeno ekosistem services v tem drugim delu. Hvala lepa. Super, hvala. Ne vem, če ima kdo kakšno vprašanje, komentar, že? Ja, hvala. Zdaj vprašati tisto, na kar se tudi moj posredno zelo oblika v tej. Veliko se govori o novih političnih institucij, o novih SKP-jih, o carbon farmingu, spravljeno to kakšno prevod, očično kmetovanje se nekaj razkladil. Sam zanima, ker v osnovi gre lahko bodi si za povečevanje zelo oblika v tej, tako verjetno za ohranjanje, ki ste že obstoječe. Koliko dejansko bo to res pristal del skupne kmetijske politike in pa predvsem v bistvu na nek način to verjetno to kmetijske prakse, ki se jih že finančno spodbuja, ali ne samo tam, in v tem smislu lahko prišlo nekega dvojnega upoštevanja te ekosistemske storitve, ali narobe razumem. To me še zanima, direktiva o monitorju metraže, sem proti sredu, a je to en izmed teh stopnih kamov, se pravi neka podlaga, da se vzpostavlja sistem spremljanja, ki bi potem lahko bil uporabljen za potek tega carbon farminga v nadaljevanju. Zdaj, ena stvari bom samo sklepal, nakazal, kako se bo država odločila, to ne vem. Zdaj, ko smo pri ogljiku,
Dejstvo je, da ta neorganska snov je ultimativni kazalec kakovosti tal, okoljske kakovosti tal, kmetijske kakovosti tal, ni. In potem dolg časa ni nič, ker potem pridemo k klasičnim zadevam v okviru kmetijstva, pH, fosfor, kalij. Pa še vse, kar znam pa še, ne. Carbon farming je nekaj, kar je izjemno za podpreti, je pa izjemno težko slediti, ker je zahtevna dinamika, ker nimajo vsa tla enako sposobnost vezave ogljika in zadrževanja, ker dejansko so štartne pozicije zelo različne, vendar, in to poudarjam, v daljšem časovnem obdobju, moje mnenje je, da je to ta prvi kazalec, ki bi ga veljalo spremljati. In posebej kmetijski resor z načrtnim usmerjanjem v večanje zalog in spodbujanje zalog talnega organskega ogljika, ne, na kmetijskih zemljiščih, tudi v gozdnih tleh, dejansko si dela trojni profit ali pa, ne vem, četvorni. Rodovitnost prvič zadržimo, razbremenimo atmosfero ogljika, tudi metana, ne, potem še malo kasneje, potem povečamo sposobnost tal za zadrževanje vode, hkrati zmanjšamo sušnost, hkrati zmanjšamo izpiranje anionov, torej nitrata, na primer, a ne, fosforja, s fosforjem je sploh problem, da bodo ležišče menda izčrpana 270, 280, 260. Ker dejansko je organska snov v tleh tisto, ki očisti tla, kjer poteka to razgradnja onesnaževal organskega izvora. Skratka, organska snov v tleh ima ogromno pozitivnih posledic, okoljskih in kmetijskih. In zato je ultimativni kazalec. In ko govorim, če sem čisto odkrit, a je pH 5,4, 3 ali pa 5,6, ok, lahko reguliramo, bistveno laže z apnjenjem, naravni proces, samo kalcij dodamo v sprejemljivi obliki, kot pa organska snov, ki pa zahteva prilagoditev kmetijskih praks, izjemno drage stroje, te kombinirana orodja. Jaz sem dejansko bil zelo presenečen, če se pač ne ukvarjam s kmetijsko tehniko, ampak eno kombinirano orodje je tam od 80.000 evrov do 180.000 evrov, ne, za to ohranitveno obdelavo. To so zelo drage zadeve, in Slovenija se bo srečala s problemom majhne, torej te razparceliranosti, razdrobljene posestva, ker ne bo prenesel stroška te nabave. Skratka, tukaj imamo veliko težav, bomo jih imeli, vendar kljub vsemu je, to sem prej s kolegicami se pogovarjal, je rezultatski monitoring, recimo vsebnosti ali sprememb talnega organskega ogljika, tisti, v katerega bi mogli iti in kar bi morali nagraditi. Ker to je dejansko prispevek kmetijstva za blaženje klimatskih sprememb. Pa da ne pozabim, mi imamo mokra zemljišča, gleje, ki so bolj ali manj saturirani z vodo, v redukcijskih okoljih mineralizacija ne poteka do CO2 in do vode, pač pa se sprošča metan. In daleč največji in res grozljivo velik problem, ki še vedno ni prepoznanje Sibirija, ker ko se tam odtopi in se podaljšujejo poletja, iz tistih mokrih močvirij izhaja ogromno metana, kar pa ne pomeni, da če mi naša meliorirana zemljišča v preteklosti zdaj pustimo, da se spet zasitijo z vodo, ravno tako izhaja metan in iz vseh mokrišč izhaja metan, pika, ki je pa
po enih ocenah oziroma izračunih, raziskavah, če se ne motim, 28-kratnik CO2. Torej, glejte, imamo že en trade-off, ne? Ali mokrišča, ok, imamo mokrišča, biotsko pestrost, nekaj novega, lepega, metan. In koliko se nam sprosti metana iz območja Ljubljanskega barja? In koliko smo v preteklih parih, 100-150 letih, pokurili te šote in spravili CO2 iz tistih debelih šotnih horizontov. Malo sem zašel, se opravičujem. Ne, super. Če lahko samo še eno pod vprašanje, če ste ali projekti, ki bomo imeli Linking Source, Links for Soils, ja. Ja. Verjetno bo že, ali ste razmišljali o tem, ali bi smiselno razmišljali o tem, ali bi se mogoče tak koncept lahko na nek način integriral v sistem volontiranja, s tem pokazal, v bistvu, da pač niso samo ljudi, so pa še marsikaj drugega, in s tem v bistvu pokazal, da je zadava, to, kar skuša opozarjati, da je smiselno oziroma škodljivo, tudi v tem smislu, tudi vrednosti. Tam sem pa res tretjič, naslednjem prispevku. Lahko sem nekaj vprašanje, sem navezala v vprašanje prejšnje. Vprašanje je bilo tudi, kakšne so te prakse oblične kmetovanja, oziroma koliko so drugačne od tega, kar že sicer zdaj počnemo, oziroma spodbujamo, populariziramo kmetov. Kaj bi vi izpostavili kot tisto, recimo, ključno omenili ste to ohranitveno obdelavo. Je to, kar mi razumemo kot zavirajoča obdelava tal, in to že imamo v shemi za okolje in podnebje in tudi spodbujamo. Zanima, je to, ali se zadeve prekrivajo? Glejte, to je to, se pa oproščam, jaz sem zvest temu, da poskušam skrbeti za kakovosten strokovni jezik in zato take konzervirajoče obdelave mi ne ležijo, mi rečemo ohranitvena obdelava, ker mi želimo nekaj ohraniti kakovost, organsko snov v tleh. Direktno prevedeno kot to isto. Kar se tiče ohranitvene obdelave, ogromno ukrepov to neposredno naslavlja, dobro naslavlja. Mislim, da javnost o tem premalo seznanjenja, da je kmetijstvo še zmeraj kot nek facek prostorski, ne vejo, koliko je težko to, ne vejo, kako je to drago spremljati, kaj šele ukrepe izvajati. Dejstvo je pa, da se bodo obrestovali tudi v večji rodovitnosti in manjši sušnosti in tako naprej. Konkretni ukrepi, ki bi jih pa lahko izpostavil, je seveda ta plitva obdelava, pokrivanje, senčenje, torej ne pregloboko oranje. In imamo veliko poskusov, kolega Mihelič je bistveno bolj s tem živi in spremlja, ima poskuse, vsi poznate poskuse iz moškancev, se pa srečujemo s hudimi problemi, to je zapleveljenost. In potem imamo spet še dodatne probleme, ko se plevelom smešno moraš znebiti, naprimer s tem Roundupom, oziroma znamo te zgodbe, kaj se bo zdaj prepovedano. Skratka, imamo spet neke težave, ki bodo prisotne tudi pri uvajanju ohranitvene obdelave. Torej, konkretno se srečuje z večjo zaplevelnostjo, z bolj intenzivnim bojem s pleveli, ki jim pa zmanjkuje orodij, kemije, zato seveda potekajo raziskave za boj proti plevelom z drugimi ukrepi, z načini obdelave, z novimi orodji, z kombinacijami rastlin, z mešanimi posevki. Tega je res pestro, vse je ogromno tudi ukrepov. Ne vem, sem odgovoril. Jaz se zanima to orodje, ki ste ga predstavili, je to razpoložljivo, to orodje, ki ste ga predstavili, ta Excel, je to prosto in javno dostopno uporabnikom, a to tudi javna svetovalna služba uporablja? Ne, to, kar sem zdaj predstavil, je
rezultat tega projekta, ki se je končal, ne vem, pač 2020. Je v angleščini in pošteno povedano, marsikaj še vidimo, da bi bilo za popraviti, pa za prevesti, pa še za testirati. Torej, kar se mene tiče, še zmeraj v beta verziji, upam pa, da bomo v to šli. No. Načeloma je pa naše raziskovalno življenje tako narejeno, da tekamo od projekta do projekta, ne da bi vmes sapo zajeli. To vsi zastopamo. Ja. Orodje kot tako pa je dostopno, če pa ne razumem. Ja, mislim, da smo ga celo dali na spletno stran ali pa na platformi. Še Katja? Ja, zato časovni vidik, mogoče je bilo dobro za vključevalce, tako časa traja, če ti nekaj pozidaš in da nazaj, da lahko sploh spremeniš spet v uporabno tla. Ker ne vem, če se zavedajo ali pa težko je tega sklepati, ko boš uporabil časa spet, da boš spet dobil. Relativno hitro. Tisto, kar je pri tleh fascinantno, je, da se zelo hitro lahko opomorejo. In tudi zdaj, če se, ne vemo, da nam presegajo. Še tole odgovorimo, no, potem pa vzamemo odmor za kavo. Evo, ti muli zdaj strašne diskusije, ne? Res ni treba dejansko vse te stvari premikati. Zakaj? Zaradi tega, ker veliko onesnaževal v teh muljih, onesnaževala, ki niso težke kovine, ker kovin pač ne moreš razgraditi, ampak mineralna olja, razne masti, pa razni ostanki FFS-jev, karkoli je pač iz garaž prineslo, se tla razgradijo v parih letih. Torej, remediacija tal z plitvo obdelavo, če so onesnažena, recimo pri naftnih črpališčih, in v Rusiji je milijone hektarov onesnaženih, se zelo hitro restaurirajo, včasih za 50% se zmanjša količina tudi v letu pa pol. Pri dobrih ustreznih temperaturah, če je dovolj hrane za mikroorganizme, beri dovolj tanje organske snovi, potem imajo tla izjemno samo očiščevalno sposobnost. Ko pa mi zazidamo in če bi mi odstranili torej beton, asfalt, karkoli, bi prišlo do rekultivacije, tla bi začela ponovno nastajati. Zdaj, če smo čisto domatične podlage postrgali, je potem to par tisoč let kaj takega, 800 let. Dejstvo je, da tla včasih pa hitro nastajajo, posebej pri mehkih matičnih podlagah, kot so lapori, razni glinovci, meljevci, in so čisto nekaj drugega kot neki kvarciti ali neki tufi. Torej, tukaj imamo celo pestrost. Tisto, kar je pa krasno, je pa pri nas pri inštitutu je ena stara betonska ograja, torej temelj ograje, imamo zdaj toliko letal gor. Temu rečemo horizont na beton. Prosim, tisti beton deluje kot apnena vreča. Torej, naraven material, dobro, je vezan s cementom, ampak tudi cement je naravno gradivo. Tako da se da restaurirati in tudi tla bodo nastajali. In še to, erozija je naraven proces, ki mora biti, da odnaša stara, iztrošena, izlužena, osiromašene vrhnje sloje tal, da lahko tla preperevajo v globino in se aktivirajo hranila iz kamnin. Mislim, ko jih pozidamo, rečemo, ne, to ni za vedno, ampak za dobo človekove civilizacije. Lahko pa za veliko stroški to restauriramo, ni noben problem. Na hektar bi to bilo zelo veliko denarja.